Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Dober dan, v naslednji uri vam dolgčas zagotovo ne bo, ker imamo pred mikrofonom soradnica Tomaža Dittingerja. Dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Tomaž, hvala lepa za odziv. Ste tolmač angleškega in nemškega jezika, logoterapeut, specializant logoterapije in pa radijski človek v redakciji za tuje jezike na radiju SI. Da, tako je. Torej, to je vse moja pot. Če grem kronološko, sem najprej tolmač, nato radic in sedaj tudi specializant logoterapije. Tako je tudi nastal stik med nama. Ne? Res je. Za naprej pa kdo ve? Boste pa nekoliko zamenjali ta vrstni red? Kako bi ga vi uredili trenutno? Bi bili najprej logoterapeut, najprej radic ali kar tako, kot je, ostaja? Trenutno kar tako, kot je, ostaja. Zelo mi je všeč, ker sem jaz, mogoče bi rekel, kar nek freelancer, samostojnik vedno bil in vedno se odzval na stvari, ki so se mi zdele zanimive, stvari, ki so prišle v življenje in so me nagovorile, včasih tudi, recimo, kakšna stvar ni uspela, se je kakšna druga stvar lotila, ampak že sama pot, kako sem jaz postal tolmač, da me je to privedlo do neke prve poti, je zanimivo, ker sem jaz pravzaprav delal srednjo šolo za turizem, torej turistični tehnik, turistični vodnik, bil sem tudi mestni vodnik v Mariboru v času študija in sem svojo folklorno skupino peljal na izlet v Avstrijo. Tam smo bili v Bernbachu, to je cerkev, ki jo je Friedensreich Hundertwasser v bližini Gradca obnovil in župnik nam je tam želel razložiti simboliko, vendar je kdo bo pa sedaj prevajal. In ja, 16-letnik so me kar pahnili v to, meni se je bilo všeč, zdelo se mi je, da mi gre dobro in tako je nastala pot do tolmačenja. In pot do radica je bila, bom rekel, podobno iz tolmačenja potem do radica. Zakaj? Preko tolmaškega dela sem spoznal kolegico iz nemške redakcije Radia SI in me prosila za eno uslugo. In potem pridem na radio in pravi njena sodelavka, joj Tomaž, mi pa imamo stisko v angleški redakciji, rabimo honorarce, a bi ti bil pripravljen. Pa sem rekel, ok, dobro, sem posnel, glas jim je bil všeč in tako je potem nastalo to sodelovanje. Kako pa je prišla logoterapija do mene, je pa tako, da tudi sem imel srečo, oziroma še imam srečo, ker še sodelujem z eno sistemsko psihoterapevtko kot tolmač. Ona izvaja izobraževanja v Sloveniji, predvsem v socialne varstvo, domovi za starejše, tudi recimo centri za usposabljanje in delo, ponuja to izobraževanje od različnih tem, konfliktni menedžment, izgorelost, zdravo vodenje, torej zelo takšne mehke teme in sva zelo dober tandem in potem sem začel razmišljati, pa to terapevtsko delo, tudi to bi mene zanimalo, kako in kaj. Sem se malo zanimal, potem pa je ena kolegica, ki je tudi logoterapeutka, začela z izobraževanjem in povedala o tem. In tako sem spoznal Cveto Pahlina, takrat sem še tudi živel v Slovenskih Konjicah, kar je bilo logistično zame odlično, nekaj minut stran. Začel pa sem v času pandemije leta 2020 in tako potem sedaj, nažalost je tudi gospa Pahlina preminula leta 2021, tako da je potem se to seveda malo vse zavleklo, ampak sedaj sem na poti zaključka in kako bo pot naprej, vsekakor v logoterapijo vidim kot eno potrditev cele življenjske poti, ki je v meni, ki se nadaljuje. In verjamem, da bo logoterapija ostala pomemben del pri meni, tudi zaradi tega, ker se tudi mi spreminjamo. Mi tudi skozi leta smo drugačni, mlajše generacije, potem tudi nova tehnologija, ki, bom rekel, jezikovno področje zelo močno preveva. Vse, kar se sedaj dogaja z umetno inteligenco, potem tako imenovani large language models, ti modeli, kjer po spletu, bodimo odkriti, daš en odstavek, eno stran v brskalnik
in ta prevod, ki ti ga bo stroj ponudil, ni več takšen, kot je bil pred 10 leti. Je že kar kakovosten. Točno tako. To pomeni, da ti, seveda, mislim, da moramo ohraniti naš dober človeški filter. Vendar ti pa lahko tehnika stvari ponudi, da seveda to hitreje narediš, ne? Ampak zopet, tehnika je tukaj, da ti stvari olajša, da boš hitreje nekaj naredil. Ampak, a ni potem dobro, če potem znaš, da si pa, ne da zaradi tega moraš narediti, sedaj bom dal prispodobo iz prevoda, ne, ker ti bo tehnika pomagala, da bi torej običajni penzum bi bil nekje, recimo včasih se je reklo 5 prevajalskih strani, zaradi tehnike, boš pa sedaj jih moral narediti 20 na dan, da boš recimo lahko zaslužil isti znesek, kot si ga prej. Ne, in s tem je vprašanje, kje je potem ta korist tehnike, ne? Če te samo zaradi te tehnike si v še enem hitrejšem vrtincu in nimaš možnosti umiritve. In tukaj tu vidim logoterapijo, ki bi mi lahko omogočila, oziroma bi tudi jaz želel ponuditi, da z njo, ko se ozremo, ko pomislimo na vse, kar recimo nam ponuja Frankl, kar nam ponujajo njegovi somišljeniki, kar nam ponuja Elizabeth Lucas, kako lahko z temi miselnimi načeli sebe umirimo in tudi mi vsi gremo konec koncev bolj zadovoljni skozi življenje. Ne? Kar je pa predpogoj sreče, ki jo tako zelo iščemo vsi. Ja. Tomaž, se bova še vrnila tudi k vašemu radijskemu delu, izpostaviva pa morda logoterapijo. V tem trenutku marca na sredini bo simpozij. Ja. In na simpoziju imate tudi vi svoje predavanje o spanju. Da. Torej, jaz bom... vse aktualne tematike, Ja, ker spimo res nedobro, Ja. predvsem premalo. Ja. No, zakaj spanje? Spanje iz osebne izkušnje. Jaz kot svobodnjak seveda sem bil navajen, da sem čez dan recimo delal, potem tudi recimo, ko so bili seveda otroci še mlajši, ker sem bil zopet svobodnjak, sem zopet pomagal pri vzgoji, oziroma tudi smo